Spoštovani člani, spoštovani kolegi, spoštovani partnerji GZS Zbornice Medteh Slovenija. Za seboj smo pustili zelo zahtevno, lahko rečemo obdobje polno preizkušenj in izzivov, ki je zaznamovalo prav vsakega od nas in postaja naša nova realnost. V GZS Zbornici Medteh Slovenija vstopamo v drugo leto delovanja. Iz združenja smo prerasli v zbornico, kot ste mnogi že seznanjeni, smo nastali z združenjem dveh strokovnih združenj in področij, medicinskih pripomočkov in in vitro diagnostike, ki sta novi zbornici združili dolgoletne izkušnje, znanje, strokovnost, vizijo, usmerjeno v prihodnost medicinske tehnologije. Torej, dobre prakse in znanje prenašamo naprej. GZS Zbornica Medteh Slovenija je vodilni partner v dialogu z različnimi deležniki zdravstvenega sistema. Zastopamo in predstavljamo Slovenijo na mednarodnem nivoju, odpiramo priložnosti za podjetja tudi v tujini in smo edini pravi partner Evropskega združenja Medtech Europe. Delujemo v okviru 5 stebrov in sicer steber zakonodaja in regulativa, steber javna naročila v zdravstvu, steber odnosi z organi odločanja in financiranja, steber etični kodeks in etična komisija in steber storitve v zdravstvu. Trenutno poteka veliko aktivnosti na vsakem od omenjenih področji. V okviru stebra zakonodaja in regulativa v zdravstvu se intenzivno ukvarjamo z izobraževanjem o novi zakonodaji za podjetja, proizvajalce, distributerje, uvoznike, prav tako tudi za podjetja in organizacije, ki jim nova zakonodaja prinaša nove obveznosti. To so lekarne, bolnišnice, po meri narejeni na primer medicinski izdelki. Samo zakonodajo, torej priprava in argumentacija novega zakona o medicinskih pripomočkih in o zaveščanju o pomembnosti vigilance. V okviru stebra javna naročila v zdravstvu intenzivno potekajo aktivnosti in prizadevanja povezana s sprejetim zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem naročanju, tako imenovani zakon ZJN-3C. Omenjeni zakon je v nasprotju z direktivo 2014/24/ES, ki jasno določa taksativno naštete okoliščine, ki naročniku omogočajo izvedbo neposrednega, netransparentnega postopka oddaje javnega naročila. Že v lanskem letu smo na omenjeni zakon vložili amandma in predstavili vsebino posameznim poslanskim skupinam. V letošnjem letu smo nadaljevali s predlogom veta na omenjeni zakon, sedaj pa nadaljujemo z aktivnostmi, s katerimi se obetamo vsaj zadržanje izvajanja zakona v mesecu avgustu 2022. V okviru stebra odnosi z organi odločanja in financiranja nadaljujemo sodelovanje s predstavniki Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na področju naročilnic, torej izdaje medicinskih pripomočkov in dostopnosti. Člani ožjih strokovnih delovnih skupin sodelujejo v komisijah ZZZS za vzpostavitev tehničnih in cenovnih standardov. Poleg že obstoječih smo ustanovili novo strokovno delovno skupino Nove terapije, katere cilj je ozaveščanje in vpeljava novih terapij v zdravljenje na hitrejši način. Vsi člani GZS Zbornice Medteh Slovenija so podpisniki Medteh etičnega kodeksa, zato bodo naše celoletno aktivnosti usmerjene tudi v ozaveščanje o njegovi pomembnosti. Kodeks narekuje transparentno poslovanje na področjih izobraževanj, sponzorstev in donacij v odnosu do zdravstvenega osebja in zdravstvenih inštitucij. V septembru pripravljamo naš osrednji dogodek, prvi forum Medteh Slovenija z področja medicinskih tehnologij in storitev, kjer bomo v luči napredka predstavili in izpostavili dve ključni temi. Temo zakonodaje in regulative, kjer bomo pogledali pomen, učinke in posledice nove zakonodaje s primeri dobrih praks, poleg tega pa bomo iskali in predlagali rešitve, kako vzpostaviti učinkovito strategijo zdravstvenega varstva, temelječega na vrednosti. Skozi celo leto bomo ozaveščali o pomembnosti panoge medicinskih tehnologij in storitev na področju inovacij. Nadaljevali bomo dialog, se povezovali s pomembnimi odločevalci in deležniki, saj želimo prispevati k čim boljši zdravstveni oskrbi ljudi in postaviti zdravje kot vrednoto na prvo mesto.
Zahvaljujemo se vam, da ste z nami in da nas spremljate.